Resničen post je nekomu priskočiti na pomoč, lažen post pa pomeša religioznost in umazane posle. Med jutrenjo sveto mašo v kapeli doma svete Marte 3. marca se je papež Frančišek zaustavil ob postu, ki je pokora, h kateri smo povabljeni v postnem času, da bi se približali Gospodu. Bog se veseli skesanega srca, nam pravi Psalem 51. Srce, ki se počuti grešno in ve, da je grešno. V berilu iz knjige preroka Izaija pa Bog ograja lažno religioznost hinavcev, ki se postijo medtem, ko opravljajo svoje posle, priganjajo delavce, se pravdajo in se bijajo zlobno pestjo. Po eni strani se pokorijo, po drugi pa povzročajo krivice, ko se ukvarjajo z umazanimi posli. Iz svoje pokore, iz svojih dejanj molitve, poste in miloščine jemljemo provizijo. To je provizija ničimernosti, da se pokažemo, in to ni verodostojnost, to je hinavščina. Zato je, ko Jezus reče, kadar molite, to delajte na skrivnem, ko dajete miloščino, ne trobite pred seboj, ko se postite, ne bodite čemerni. Enako, kakor da bi rekel, prosim, kadar naredite dobro delo, ne jemljite provizije iz tega dobrega dela, ki je samo za očeta. Papež je nadaljeval z besedami preroka Izaija, ki pove, kako Gospod hinavcem razloži, kateri post je resničen. Zdi se, da gre za besede izrečene za naše dni. Mar ni to post, kakršnega sem izbral, da odpneš krivične spone in razvežeš vezi jarma, da odpustiš zatirane na svobodo in zlomiš vsak jarem. Mar ni v tem, da deliš z lačnim svoj kruh in pripelješ uboge brezdomce v hišo, ko vidiš nagega, da ga oblečeš in se ne potuhneš pred svojim rojakom. Papež je povabil, da bi premislili o teh besedah in da bi pomislili na svoja srca, kako se postimo, kako molimo in kako dajemo miloščino.